Kot je v podpisu v sklopu vladnega obiska poudaril župan Dušan Strnad, so na sporazum čakali kar nekaj let. Je na prometni cesti med Ivančno Gorico, Žužemberkom in Dolenjskim Toplicam naprej proti Beli krajini in tam je bil kar resen prometno-varnostni problem, veliko nesreč in je bilo treba nekaj urediti. Pogoje za začetek gradnje so tako izpolnili. Pridobili zemljišča, občinska uprava je pri tem veliko pomagala in s primernim sogovornikom na direkciji smo prišli do faze, kjer se lahko tak sporazum podpiše in razpiše razpis za gradnjo in verjamem, da se bo to letos že zgodilo. Občina bo primaknila 300 tisočakov, država 1,5 milijona. Državna in občinska delegacija sta si ogledali tudi gradnjo zahodne obvoznice, ki jo občina sočasno izvaja v lastni režiji, ter gradbišče nadvoza čez železniško progo pri Malem Hudem. Ključen bo drugi tir Ljubljana-Ivančna Gorica, je poudaril minister. Želimo okrepiti javno železniško infrastrukturo, želimo privabiti ljudi, da se odločijo za prevoz vlakom v Ljubljano kot delom trajnostne mobilnosti. In če bo infrastruktura bila urejena in če bo bila dobra, potem se bo ljudje za to odločili. Župan je ob tej priložnosti predstavil pobudo, da v Ivančni Gorici ustanovijo samostojno policijsko postajo. Občina je namreč od samostojnosti skoraj podvojila število občanov. Razprostira se na 227 kvadratnih metrih in je 137 naselji na drugem mestu po njihovem številu v Sloveniji.